Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Poleg tega pa se priporočam tudi za kakšen všeček, da požene algoritem in seveda je tudi dobro, da se naročite na kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Danes je 30.4. četrtek in včeraj smo mi imeli FOMC in kot vidite imamo čisto pravo zmešnjavo na kriptotrgu. Včeraj smo mi na enournem časovnem intervalu označili tole možnost, da bi se naredil tale narobe obrnjeni Head and Shoulders. Zdaj, dajmo reči, da se je do neke mere tole izvršilo, smo naredili kot neko manjšo ramo tukaj, ampak ne, tole bom jaz kar dal stran zaradi tega, ker imamo čisto pravo zmešnjavo. Malo smo šli na tole neckline mejo, 77.300 in potem smo jo izgubili in seveda biki so bili kar konkretno kaznovani, tako da to se vsekakor ni izvršilo. Zdaj, kaj imamo mi zdaj tukaj? Imamo eno bikovsko divergenco, ki traja že vse od tukaj, sicer nismo prišli v preprodano območje, ampak vseeno RSI vedno bolj rine navzgor. Recimo tukaj imamo dno in pa nižje dno, medtem ko pri RSI-ju smo naredili dno in pa višje dno. In potem spet tukaj dno in pa malo nižje dno, medtem ko tukaj pa zelo očitno višje dno. Tako da bomo videli zdaj, kako se bo tole kaj izvršilo. Tukaj lahko vidimo, na tem območju so ljudje kar stavili na padec, ampak so bili eliminirani s tole včerajšnjo rastjo. Lih toliko, da je pobralo tole likvidnostno območje tukaj in potem smo kar padali naprej dol. Zdaj, če pogledamo 15-minutni časovni interval, vidimo zelo grdo cenovno aktivnost. Tukaj je pri tem padcu, lahko vidimo, je ogromno ljudi še vedno stavilo na rast in potem je prišel tale flash, ki je enostavno počistil vse in od takrat naprej je trg neodločen. Tako da bo treba po vseh takih pomembnih dogodkih, kot je FOMC, je vedno dobro malo počakati, da se vidi, v katero smer bi se obrnil trg. Pustimo zdaj 15-minutni časovni interval, poglejmo še malo enournega. Tukaj smo mi spremljali tale naraščajoči kanal, ki smo ga izgubili. Izgubili smo to njegovo spodnjo mejo in je trenutno še nismo šli testirati kot odporno mejo. In vsakič, ko se obotavljamo, ta meja se vedno bolj viša. In zdaj, če bi mi šli testirati tole mejo, bi lahko prišli do tega likvidnostnega območja na okoli 80.000. Tako da, ja, še vedno lahko gremo pobirati te likvidnosti tukaj zgoraj. Če pogledamo spodaj, pa lahko vidimo še te likvidnosti na 74.800, te smo že prej označili, in pa na 73.600. Zdaj, mi smo se ta prve smo se že dotaknili
Možnost je seveda, da gremo tole testirati tudi s polno svečko in poberemo to likvidnost in potem se morda obrnemo navzgor. Seveda v tem primeru bi tudi izničilo tole bikovsko divergenco, ki smo jo ravnokar dobili tukaj. Ampak poglejmo še likvidnostna območja tukaj. Na 24 urah lahko vidimo, smo pobrali vse te likvidnosti od ljudi, ki so stavili na rast. In zdaj jih praktično ni več. Ostajajo pa likvidnosti ljudi, ki so stavili na padec. In tukaj imamo ta prvo, na okoli 76.500 in tale tudi tukaj zgoraj je še kar bistvena na okoli 78.500. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum. Ja, kar grda tale cenovno gibanje, tale cik-cak mi nikakor ni všeč. Tukaj smo imeli eno podporo na enournem časovnem grafu, se bomo kar malo bolj posvetili temu. Enourni. Ja, tole podporo smo imeli na okoli 2260, ki smo jo izgubili, šli testirati kot odporno mejo in ja, še vedno je lahko možnost, da padamo še naprej dol in gremo pobirati tole likvidnostno območje na okoli 2170. Imamo pa tudi ogromno likvidnostnih območij tukaj zgoraj. Zdaj, tole se ni izvršilo, ampak še vedno ob preobratu lahko gremo mi tole pobirati. Tukaj imamo eno 2400, potem 2420 in 2460, ampak za enkrat bi znal biti bolj tale, bolj možen tale medvedji scenarij. Bo pa, ja, kot sem rekel, bo treba malo počakati in pa videti, kako se bo vse to skupaj obračalo. Po mojem bo treba kar počakati skozi praznike. Zdaj, kaj imamo mi tukaj na 4-urnem časovnem intervalu? Dajmo pogledati, če označim tele vrhove. Pa tole bi se dalo reči, da imamo naraščajoči klin, ki je medvedji vzorec in v tem primeru bi lahko mi šli še naprej dol. Seveda, ta spodnja meja bi bila kar bistvenega pomena. Trenutno se nahaja tam nekje na 2085. Zdaj, če bi se tole izvršilo, dajmo poskušati izmeriti, do kod bi lahko prišli, če bi tole izgubili. Do tam nekje 1480, 1500, tudi ena taka lepa meja. Ampak to je trenutno špekulacija. Ja, zaenkrat to izgleda kot naraščajoči klin, samo malo, da vidim še enkrat zgornjo mejo. Je pa tudi druga možnost tukaj, da delamo mi naraščajoči trikotnik, samo malo. Dajmo pogledati še tole bikovsko opcijo. Če mi označimo tole odporno mejo, tukaj smo se enkrat zabili vanjo, potem tukaj smo bili kar vztrajni, ampak smo zdaj trenutno zavrnjeni. Zdaj, če upoštevamo tole mejo, je tukaj tudi možnost seveda naraščajočega trikotnika, ampak tale meja bo bistvena na okoli 2100. Od tukaj moramo videti odboj, da potem prebijemo mi tole zgornjo tukaj na 2385.
tam nekje in potem bi jaz gledal, če jo prebijemo, da naredimo podporo in seveda rastemo naprej gor do tukaj, do naslednje meje na okoli 2950, tudi okroglih 3000. Tako, to bi bilo, kar se tiče Ethereuma. Lahko pogledamo še Bitcoin, malo na večjem časovnem intervalu, dajmo 4-urni časovni interval, ko je taka neodločna situacija, je dobro pogledati tudi malo oddaleč. Tele divergence bom zdaj izbrisal, da nas ne bodo motile. Zdaj, ja, tudi tukaj smo imeli tale naraščajoči kanal, ki smo ga izgubili, ampak še vedno trend je nedotaknjen. Kot lahko vidimo, vrhovi so višji, no, tukaj smo dobili en nižji vrh in potem smo izgubili tale kanal in dna so višja, imamo dno, višje dno, višje dno, višje dno, višje dno in zdaj tudi, vsaj trenutno, delamo višje dno. Kot sem rekel, zelo bistvenega pomena bo zdaj tale spodnja meja tegale kanala, kako se bomo mi tukaj odrazili. Tako da, ja, to bi bilo tudi vse za danes. Jutri je praznik in jutri bomo imeli live, ampak samo preko Patreona. Tako da, če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In če spremljate to kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega live zamudili in poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, da požene tudi algoritem. Pa tudi komentirajte spodaj, zelo zanimive debate se razvijajo in ja, zelo rad podebatiram z vami. Tako, zdaj pa jaz vam želim še lepe praznične dni, ki so pred nami, lep podaljšan vikend in se vidimo ponovno na ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau.